Ljudje od nekdaj v svoje bivalne prostore vnašamo rastline. Z njimi si prostore polepšamo, imajo pa še kar nekaj drugih vlog in nalog. In gospo Loreto Vlahovič, ki jo danes gostimo v tem kratkem pogovoru, bomo vprašali, katere so tiste druge funkcije rastlin, ki so včasih še celo bolj pomembne od tega, kot da nam polepšajo stanovanje. Ja, z rastlinami si v bivalne prostore prinesemo delček narave, ki vedno blagodejno deluje na nas. To je prvo. Vse te rastline v stanovanju delujejo na naše boljše počutje, izboljšujejo zrak, čistijo prostor od toksinov, raznih bakterij. Delujejo na naše počutje tako, da nam uravnavajo vlažnost v zraku, se pravi, da imamo pozitivno vplivajo na suho kožo, na dihalne poti, potem imamo boljšo koncentracijo, bolj smo zbrani pri delu. Bolj smo tudi na nek način povečamo odpornost na zunanje dejavnike. Skratka, ogromno enih benefitov je rastlin, ne samo okrasna vrednost. Ampak potrebno je vedeti, za kateri namen je katera rastlina in kam v prostoru, katero postavimo. Mogoče nam poveste kakšen primer in nam svetujete, kako si očistimo zrak, na primer v kopalnici, pa delovnem prostoru in še kje drugje. Ja, večina rastlin, ki imajo veliko listne mase, tudi delujejo tako dobro kot čistilci zraka. So pa nekatere rastline med njimi, ki bolj izstopajo v tem smislu, ki so boljše. Se pravi, so neki različni fikusi, ki imajo veliko listne mase, so odlični čistilci in že ena velika rastlina dovolj, da prečisti nek prostor. V prostoru z 10 kvadrati, 2 rastlini nekje enega premera, mogoče 50 centimetrov, sta že ogromno delo naredita. Poleg fikusov so to lahko razne sansevierije ali taščin jezik, potem je pa samo list ali spatifil. Lahko so to tudi različne dracene. Recimo v spalni prostor je zelo zaželeno, da postavimo kakšno gerbero ali pa mogoče sivko. V kopalnico postavljamo praproti, ki zelo imajo radi vlago, istočasno črpajo to vlago, razvlažujejo na nek način prostor in s tem, ko absorbirajo različne snovi, tudi prečistijo zrak. Potem v kuhinje je vsekakor priporočljivo, da na okna, zdaj najbolj tradicionalno, največkrat so kakšne vijolice, so to orhideje, vendar jaz priporočam tudi kakšno alojo, vero ali pa arborikolo, ko sta zelo enostavne za gojenje, pa seveda tudi kakšne dišavnice in zelišča, obvezno na kuhinjsko polico. Potrebno je pa tudi poznati tisto zakonitost, koliko zalivati jih, kako ravnati, če jih napadejo škodljivci. Je dobro malo opazovati, a ne? Ja, vsekakor samo zdrave rastline nam nudijo vse benefite, kot smo jih našteli. Zato je treba ugotoviti njihove potrebe, upoštevati potrebe rastlin, da imajo dovolj sonca, da imajo dovolj vlage, da jih pravilno zalivamo in ves čas jih opazovati in pravočasno ukrepati. Cel kup škodljivcev se lahko najde letos, tako kot je zunaj na vrtu veliko gosenic, so lahko tudi na naših okrasnih rastlinah, lahko so kakšne uši, lahko so tripsi, pršice, opazujmo in če se le da na mehaničen način tole odstranimo, tako da obrišemo liste, če je možno, drugače pa da uporabimo naravna sredstva proti tem. Moja osebna izkušnja, da je nimov prah zelo dobro deluje po tem, da odganja škodljivce. Potem opazujemo rastline v pojavu bolezni, razne lise, razne spremembe na listih, lahko so tudi plesni, lahko so rep podobno. Če sproti opazujemo, že v pojavu lahko tiste liste odstranimo in rastlina ne bo naprej zbolevala. Potem so lahko suhe konice listov ali pa rjavenje listov, lahko je to zaradi preveč vlage, premalo vlage. Opazujemo pogoje in jih tudi potem spremenimo, da bomo rastlini dali tisto idealno, kar ona potrebuje. Pa še nekaj je, nekateri se določenih rastlin bojijo, ker so strupene. Kako je s tem?
Ja, to je pa zanimivo pri rastlinah. Vsaka rastlina ima v sebi neke snovi, ki jo ščitijo pred naravnimi sovražniki, tudi nekimi, da jih živali manj v naravi ne uživajo in podobno. In marsikatera rastlina ima te sokove, ki mogoče delujejo alergeno na nas, ali pa če bi zaužili, bi tudi negativno delovalo, ampak vendar te okrasne rastline niso namenjene prehrani, ampak za okras in niso nevarne, tako kot se govori. Mnogi med njimi pa celo imajo užitne cvetove, kot kakšne begonije, pelargonije, ne vem. Imamo dosti takih rastlin, ki jih lahko tudi pojemo. Sam treba je pa imeti to znanje, tako da ne se bati rastlin. In še nekaj, sedaj prihaja čas božičnih zvezd. Včasih nam zelo dobro uspevajo, včasih se hitro usujejo. Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu in potem pri negovanju? Božične zvezde, ko jih izbiramo, ko kupujemo, opazujemo, da so lepo obarvane, ampak naj bodo zelo kompaktne. Včasih so zelo krhke, mimogrede se kakšen odlomi poganja, to pomeni, da so nekoliko preforsirane in takim se rajši izogibamo, se pravi, naj bodo čim bolj kompaktne. Ko jih nesemo ven, jih zavijemo, jih zaščitimo, jim damo plašček, tako kot se mi pozimi zaščitimo pred mrazom, ne marajo prepiha. Že kakšna ura na hladni temperaturi pri velikem nihanju bo povzročala to, da bodo listje odpadli, da se bo usula. Doma jih postavimo na svetlo mesto, vendar ne na sonce, nekje je temperatura okrog 20 stopinj, stopinjo nižje, višje, bo čisto v redu za njih, dovolj svetlobe in ne bo nekega prepiha. In opazimo pa, da ne bo prst premokra. Večja težava bo, če bo premokra, kot če bo malo bolj suha. In še zadnje vprašanje, ali je res, da rastline bolje uspevajo, če se z njimi pogovarjamo? Rastline so živa bitja, tako kot smo mi živa bitja, radi smo v družbi, pozitivno vplivamo ena na druga in ravno tako mi na rastline in one na nas. Definitivno, jaz sem prepričana, da je koristno, da se pogovarjamo in rastline potrebujejo poleg svetlobe, zraka, vode, potrebujejo tudi ljubezen, tako kot mi. In dajte veliko ljubezni rastlinam in ljudem. Hvala vam za pogovor. Enako, hvala lepa vam.